Živjo! Elektronski menjalniki so zdaj na trgu že dobrih 10 let, postajajo cenovno dostopni in zmeraj bolj priljubljeni med rekreativci. Jaz sem na internetu našel nekaj tehničnih podrobnosti, zraven pa sem zbral tudi 7 vaših komentarjev. Klasični mehanski menjalniki delajo preko napetih kablov. Pri napenjanju ročice se sila prenese preko zajle na menjalnik, ki potem dvigne ketno iz manjšega na večji zobnik. Kadar ročico sproščamo, takrat se zajla sprosti in ketna pade iz večjega na manjši zobnik. Pri elektronskem menjalniku vse delo opravijo motorji, nekateri sistemi sploh nimajo nobenih žic, prestavljanje je tiho in dosti hitrejše, kar seveda zagotavlja tudi preciznost. Med glavnimi igralci na trgu so Shimano D2, SRAM Access in pa Campagnolo EPS. Skoraj vsak, ki ima elektronsko prestavljanje, trdi, da ko enkrat to probaš, vrnitve nazaj na mehansko prestavljanje ni, kljub zahtevnejšemu in dražjemu vzdrževanju. Moram reči, da tudi meni je neznansko všeč, ko takole kdaj vozim s kom, ki ga ima, tisti zvok bzz, klik, klik, te enostavno očara. Shimano D2 je na trgu že od leta 2009. D2 podpira prestavljanje z 11 in z 12 prestavami, imajo tako modele za navadne kot tudi za disk zavore, poleg cestnih koles pa pokrivajo tudi gravel kolesa in gorska kolesa. Shimano D2 so brezžični samo na modelih z disk zavorami. V tem primeru so v ročicah še posebne male baterije, ki zdržijo približno do 1000 km. Centralna baterija za sprednji in zadnji menjalnik je pa v sedežni opori. To podaljšuje njeno življenjsko dobo in zmogljivost, kar je tudi glavna prednost sistemov Shimano. Gašper pravi takole. Podal bi eno strokovno mnenje, bi jaz lahko temu rekel, glede na to, da delam že 2 leti v trgovini s kolesi. Jaz imam Dura Ace novo D2, na prejšnjemu sem imel lanski model isto in je top zadeva, nimam kaj reč. Pri ta novemu modelu Dura Ace Ultegre ter letošnje prvič izdane D2 105 generacije je vse nastavitve in kalibriranja mogoče izvesti le s telefonom ali računalnikom v povezavi s kablom. Polnjenje je preko kabla in sicer vse na zadnjem menjalniku, baterije so še vedno iste in ena centralna baterija je za sprednji ter zadnji menjalnik. Je pa pri novih modelih vseh 3 grup set novo to, da imajo wireless ročke za prednji in zadnji menjalnik, isto kot pri SRAMovih opremah. Jaz osebno tudi iz izkušenj zagovarjam Shimano zaradi lažjega servisiranja in vzdrževanja. Novi model celotne grup sete Dura Ace je par 100 gramov težji kot prejšnja generacija. Shimano ponuja tudi možnost sinhro prestavljanja, kar pomeni, da se vse menjave lahko opravljajo z eno samo ročico. SRAM Access je na trgu od februarja 2019, dejansko pa so začeli že leta 2015 s sistemom Red Etap. SRAM je bil prvi, ki je naredil popolnoma brezžični sistem z zamenljivimi baterijami in komponentami. Tudi oni ponujajo tako modele za cestna kolesa, gravel kolesa in gorska kolesa. Posamezne komponente sistema Access pa so med sabo povsem kompatibilne. Darko je svoj SRAM menjalnik opisal takole. Imam nov Scott Gravel Addict 20 z električnim menjalnikom SRAM Rival XPLR Etap Access 12 Speed Electronic Shift System, ki pa deluje res brezhibno. Baterija drži večno, nastavljaš načine prestavljanja v aplikaciji, posamezno prestavljanje, 2-3 prestave naenkrat, gor dol posebej, skratka deluje kot mora. Še ena inovativna značilnost SRAMa Access je univerzalna baterija, ki deluje v sprednjem in v zadnjem menjalniku. Baterije zdržijo približno 20 ur, je pa zaradi tega mogoče logistično malo bolj zahtevno polnjenje. Roki je o tem povedal takole. Glede menjalnika, Friend Fura SRAM Red menjalnik je sicer bolj začetniški model, pa do zdaj ni imel težav. Edin baterije je mogel zamenjati po vseh teh letih, kar je logično, naredi pa tudi po 13 000 km na leto. Omenil pa je, da ima SRAM baterije direktno na menjalniku, tako da če ti zmanjka baterija med vožnjo, lahko zamenjaš sprednjo baterijo z zadnjo, ker itak sprednji menjalnik manj rabiš. No, kolesarski youtuber Zvonimir Lorenci je pa naredil tudi dobro primerjavo med sistemom SRAM Access in Shimano D2. Na svojem Bianchiju Infinito imam original SRAM AXS Etap menjalnik. Pozitivna izkušnja lahkotnega menjavanja med prestavami, a ima zagotovo eno hibo v primerjavi s Shimanom D2. Ko imaš kolo na stojalu in bi ga želel očistiti, moraš pri menjavi na sprednjih šajbah stisniti obe ročici na menjalniku sočasno, tako za navzdol kot na gor, kar je kar nepraktično.
Zadnje prestave se na SRAM-ovih menjalnikih prestavlja klasično, leva ali desna zavorna ročica navznoter. Če pa menjavaš na sprednjih šajbah, pa moraš pritisniti obe zavorni ročici hkrati, da se opravi menjava. Pri Shimanu je sistem bolj enostaven, podobno kot pri klasičnih nazajlo. Sistem prestavljanja deluje tako, da se ob menjalnikih, tako sprednjem kot zadnjem, nahajata dve bateriji, ki se ju da polniti na polnilcu doma. Bateriji zdržita kar precej dolgo, tudi po 2-3 mesece, odvisno od števila klikov prestavljanj. Tudi na prestavnih ročicah sta skriti dve majhni baterijici CR2025, ki pa se ju menja na približno 1 leto. Cel sistem se poveže preko Bluetooth sistema, kar se lepo vidi na aplikaciji SRAM, ki si jo naložiš na mobitel. Tam lahko pogledaš celo, koliko je še baterija polna. V glavnem celoten sistem je zanesljiv, le preverjati moraš občasno stanje napolnjenosti baterije, da ne gre dan v prazno. Tako kot Shimano D2 Synchro ponuja tudi SRAM Access avtomatsko prestavljanje, kar vam omogoča to, da menjalnik samodejno prilagaja sprednji in zadnji menjalnik in s tem pomaga ohranjati vašo kadenco. Campagnolo EPS je še tretje veliko ime na področju elektronskih menjalnikov, ki je prišel na trg leta 2011. Vse komponente izdelujejo v Italiji ročno iz karbona. Trenutna serija EPS pokriva tako 11 kot tudi 12 prestav, združljiva je pa z vsemi vrstami zavor. Campagnolo trenutno pokriva samo možnost za cestna kolesa, v bližnji prihodnosti naj bi prišle pa ven tudi opcije za gravel kolesa. Baterije EPS naj bi zdržale približno 1500 km, zato ker ima sistem speljane žice znotraj okvirja. Serija EPS izstopa po nizki teži, privlačnem dizajnu in pač po italijanskem poreklu. Kar se tiče sistemov Campagnolo, nažalost od mojih gledalcev nisem dobil prav nobenega komentarja. Pri elektronskih menjalnikih bi lahko izpostavil 5 prednosti. Sistem je bolj estetski zaradi manj kablov, prestavljanje je hitrejše in manj naporno, kolesarski računalnik vam lahko prikazuje trenutno prestavno razmerje in kakšno statistiko, prestavljanje je prilagodljivo preko aplikacije in pri samem prestavljanju je tudi manj hrupa. Med slabosti pa bi lahko uvrstili višjo ceno, potrebno je polniti baterije, tukaj je zanimiv komentar gledalca Srečka. Žena ima kolo z prestavami in ga pohvali. Kaj več pa ne znam povedati. Mogoče samo namig. Ko sva bila pred leti v Dolomitih, je pričel menjalnik delovati samo na zadnji kaseti. Vzrok izpraznjena baterija. In sva našla v kraju bivanja servis, a ni imel pravega priključka. Se je povezal s par servisi, a tisti s pravim priključkom je bil oddaljen cirka 50 km stran. Bilo je že popoldne, a je ta serviser obljubil, da počaka in da napolni. Tu so se res vsi izkazali in pomagali. Namig je pa v tem, da ko imate kolo z prestavami, obvezna oprema je poleg oblačil tudi polnilec. Tretja slabost je ta, da pri prestavljanju ne dobiš nobenega feedbacka nazaj preko prestavne ročice. Na začetku je treba kalibrirati sistem preko računalnika oziroma aplikacije na telefonu. Peta slabost bi pa bila lahko ta, da vsi modeli niso povsem brezžični, tam so seveda žice speljane znotraj okvirja, hkrati pa to omogoča, da so baterije močnejše in zdržijo dlje časa. Na tem mestu je svoje mnenje prispeval tudi Franc, ki misli, da navaden smrtnik sploh ne rabi elektronskega menjalnika. Prijatelj ima na njegovem Argon 18 elektriko in pravi, da nima težav. Baterijo polni 2krat letno, nisva pa govorila o baterijah v ročicah menjalnikov. Sem srečal fanta iz Slovenije, ki hodi po zimi redno na obalo kolesarit. Kupil je kolo v Nemčiji preko Bike Discounta in je imel težave z zadnjim menjalnikom. Sicer je kupil novega in so mu vrnili kupnino, ni pa rešil težave z baterijo v eni od ročk, ki se je stalno praznila. Poleg tega mu pri nas ni hotel nihče od uradnih dilerjev za Cube rešiti težave, ker ni kupil kolesa pri njih. Tudi moje mnenje je, da povprečen kolesar ne potrebuje elektrike in za nas smrtnike je zajla čisto ok. Ne predstavljam si, da mi umre baterija in moram kolesariti do doma v isti brzini. Mislim, da ima SRAM 2 bateriji, ki sta enaki in pašeta na oba menjalnika, pa si lahko pomagaš z menjavo. Upam, da se ne motim. Zdaj, kakor smo lahko videli, elektronsko prestavljanje ponuja kar nekaj prednosti. Jaz sem prepričan, da bo ostalo prisotno na trgu, odprte so pa vse možnosti za inovacije in izboljšave. Po drugi strani si pa mislim, da elektronski menjalniki nikoli ne bojo popolnoma izpodrinili mehanskih menjalnikov. Ampak, a ni super, da živimo v času, ko se tako velike spremembe dogajajo prav pred našimi očmi. Najlepša hvala vam tudi za komentarje, ki ste jih prispevali za ta video.
Če so še kakšne dodatne pripombe, prosim, napišite mi jih spodaj. Zaenkrat pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.